Zdaj pa mi je veliko čast in veliko veselje, da lahko pozdravim med nami naslednjega gosta. Čeprav je šele krajši čas na tem položaju, kjer je sedaj, na tej funkciji, smo gotovili, da je to človek molitve, človek, ki posluša Svetega Duha, vzame si čas za razločevanje in daje prenovi v duhu zelo veliko podporo. Zato vas prosim, da z enim toplim pozdravom, z aplavzom pozdravimo današnjega pričevalca, našega mariborskega nadškofa ordinarja, dr. Marjana Turnška. Lepo pozdravljeni med nami. Hvala lepa. Vidite, kako malo je potrebno. Samo mariborski nadškof moraš biti, pa ti ploskajo. Ja, še enkrat iskren in prisrčen pozdrav. Hvala za povabilo, da smem danes biti tukaj med vami. Res z veseljem sem tukaj, da se tudi na ta način vključim v ta tok, ki se imenuje Prenova v duhu, tok Svetega Duha. Sem prepričan, da je Sveti Duh tisti, ki vas oživlja. Zato sem z veseljem tukaj, seveda z veseljem pa tudi zato, ker ste se zbrali na ozemlju naše nadškofije in vse, kar se lepega, duhovnega, koristnega in predvsem božjega dogaja na teh tleh, mi je pri srcu in bi rad bil povsod tam, kjer se to dogaja, čeprav to telesno ni mogoče. Sem pa prepričan, da smo prav po tej karizmi škofovske službe, ki ni moja zasluga, ampak Gospodova, smo povezani pa vedno, kadar se na ozemlju naše nadškofije zbirate na takšen ali drugačen način. Za tale prvi del so me naprosili, če sem dobro razumel, da bi nekaj povedal o sebi v smislu, kako sem čutil ali čutim, da Bog deluje v mojem življenju. Tako sem razumel in tako sem si malo tudi skiciral, da ne bom kar tako skakal sem pa tja. Bom poskušal res biti čisto preprosto povedati to, kakor sem jaz kakšne stvari v svojem življenju doživljal. Verjetno ne bo vse, nekaj bo gotovo izpadlo, zato ne pričakujte popolnega pričevanja, kako je Bog deloval v mojem življenju, ampak tu in tam pa bomo morda skupaj začutili, da je deloval. Že naprej naj rečem, da me spada med tiste, ki bi ne vem, kako velike pretrese Bog dela v njegovem življenju. Vsaj na zunaj je zgledano. Na znotraj pa sem mnogokrat doživel zelo močne posege Boga v moje življenje. Morda najprej tako en okvir, v katerega je Bog posegal. Izhajam iz okolice Celja, z Ostrožnega, z številne družine, verjetno večina že to ve, z družine z 14 otroki, in jaz sem zadnji, 14. No in to, glejte, je že prva božja stvar, ki jo je naredil v mojem življenju. Da me je postavil kot zadnjega, kot 14. otroka v tako družino. Zato sem hvaležen staršem in bratom in sestram, da se me je Bog po njih dotikal. Ni bilo vedno prijetno, ampak bolj, ko gledam nazaj, bolj vidim, da je bila to zares velika milost. Da sem mogel živeti v taki številni družini in ker so me pravzaprav ne toliko mama pa ate, ampak bolj bratje in sestre brusli. In res, z mano se nisa mama pa ate veliko ukvarjala, dovolj, da nisem pogrešal ne mame, ne ata. Ampak vse drugo,
kar je pa treba rezati, obrezovati in tako naprej, so pa komot in zelo uspešno v glavnem naredili bratje in sestre. Veliko bolj brezkompromisno, kakor bi to mama Pate naredila. In takrat mi je bilo hudo, marsikdaj, danes njim pa vsak dan bolj hvaležen za to, ker so me tako pripravili na življenje, oziroma me je Bog pripravljal na življenje na ta način. Tako da je prvi stik, prvi vstop v moje življenje res povezan s mojimi starši in brati in sestrami. Morda lahko rečem, da sem tudi uveden v molitev bil tam. Res, da nismo bili ne vem kakšna družina, ki bi ne vem koliko molila, ampak ta redna molitev zjutraj, zvečer, to sem prejel tam. Ob nedeljah smo tudi skupaj jedli in tudi tam je bila skupna molitev. Čeprav sicer se ne zavedam, kako je to potekalo. Zavedal sem se pa tega, ko sem še predno sem začel hoditi v šolo in tudi v osnovni šoli hodil med počitnicami na obisk oziroma za kak teden, nekaj dni živeti k sodelavcev od očeta, ker ni imel fantov, imel samo 3 dekleta. Pri nas je bilo pa 8 fantov pa 6 deklet in je ata prosil, če lahko za teden med počitnicami pride kak fant k njim. No in tam so mi potem rekle te hčerke, ki so tam bile, da so se od mene naučile kleče moliti pri posteli, predno sem šel spat. Jaz se tega ne zavedam, da sem se to doma naučil, ampak očitno, če ne bi se doma tega naučil, ne bi tam to delal in ne bi one to videle in se ne bi od mene naučile. Tako da vem, da so me uvedli v molitev. Druga stvar, ki bi jo podelil z vami, ali drugi tak zelo močen poseg Boga v mojem življenju, se je zgodil v 2. razredu osnovne šole. In sicer čisto, bi lahko rekel, tak milostni uvid, ki je konec koncev rodil zelo razumsko in jasno spoznanje. In to je bilo eno soboto. Takrat še v soboto bil pouk, otrok ni tukaj. Se pravi, še spadam tisto generacijo, ko smo v osnovni šoli imeli pouk še v soboto. Popoldne pa smo potem vendarle imeli malo več prostega in smo igrali med 2 ognjema, sosedovimi otroki. In v nekem trenutku sem jaz vedel, da je ura, da moram iti v hlev. To seveda, 2. razred osnovne šole, sem moral iti opraviti pri živini, ne? Ker pa nas je bilo to, veste, železna logika. Ko si prestopil neko dobo, neko leto, je predhodnik ti prepustil neko delo. To je bilo uvedeno, to ni bilo kaj se upirati temu. Ne? Edina žalost je bila, da sem jaz bil zadnji. In se je tu nabiralo. Ne? Dobro, da se vrnemo tja k onemu. In ko sem okolnico gnoja peljal ven iz hleva, ker gnojišče ni bilo blizu, ampak 500 metrov recimo stran, slišim tam otroke, kako naprej igrajo še med 2 ognjema. In seveda mi je bilo hudo. Oni lahko se igrajo, jaz moram pa tu delati. In v tistem trenutku, ko mi je bilo to hudo, me je nekaj prešinilo. Marjan, kaj je pravo življenje? Kako boš ti celo življenje živel? Tako kot otroci tam ali tako kot tvoja mama in ate? Pri 2. razredu osnovne šole. Oče je šel v službo zjutraj, v cinkarni delal, prišel domov, se je najedel in je šel ven naprej delati. Mama je sicer bila doma, ampak jaz se nikoli nisem videl lenariti, vedno je nekaj počela. In v tistem trenutku je bilo jasno spoznanje, Marjan, tisto ni resnično življenje, tisto mora enkrat miniti. Resnično življenje je to. In od takrat naprej mi ni bilo več težko delati. Saj sem še čutil odpor, še vedno čutim odpor do dela, ne? Jasno, to je normalna stvar. Ampak v srcu
No, od takrat naprej mi je to normalno in dejansko nisem imel več težav ne z učenjem, ne s delom, karkoli je bilo. Ne? Zato štejem to kot enega bolj milostnih trenutkov in darov v mojem življenju. Zdaj, torej, kratko, življenje ni igra, ampak delo za druge. Tako sem nekoč povzel to doživetje, ta Božje razsvetljenje. Ja, to je razsvetljenje Svetega Duha. Ne? Morda zdaj malo pogledam ali pa vam podelim kakšno stvar, kako me je Bog vzgajal za poklic, da ne bi vsega govoril, ker vidite, ko se želim spomniti, ne, kje sem najprej začutil kakšen namig v smeri poklicanosti, poklica, je kar daleč nazaj v osnovni šoli, morda pa že pred osnovno šolo, težko lociram. In sicer hotenje, želja, da bi pa jaz, ko bom velik, bil nekaj takega, da bom lahko pomagal ljudem. Nisem še vedel kaj. Okolica, domači, so nekako ob njih sem najprej spoznal ali pa začutil, ja, če pa hočem pomagati ljudem, potem pa je najboljše, da postanem zdravnik. In je dolgo zorela v meni ta ideja, da bi bil zdravnik. Se spomnim, nekje v 4., 5. razredu osnovne šole sem šel v knjižnico v Celju, sem rekel, ja, če hočeš biti zdravnik, moram čim prej začeti. Ne? In kje boš začel, grem malo tam iskati knjige, ja, zagledam Prva pomoč. In sicer tista, ko je knjiga, ki je učbenik za izpit, ne, šoferski. Ja, sem rekel, to je gotovo osnova, tu moram začeti. In vzamem iz knjižnice tisto knjigo in doma to študiram prvo pomoč. Ne? V smislu, da bom zdravnik. Ne? Potem je to zorelo ves čas osnovne šole, še vsaj 2 leti v gimnaziji, tudi ko so že marsikdo od drugih ljudi je že rekel, ja, ti pa boš tak duhovni, jaz nisem bil nekako na tem navdušen in nisem pritrdil temu, niti v sebi, niti navzven. Vmes se je zgodilo to, da sem v 7. razredu začel ministrirati. To se mi zdi, da je tudi zelo pomemben dogodek bil, zato ker sem od takrat naprej bil zelo pogosto v neposredni Jezusovi telesni bližini. Ker sem ministriral vsakih 14 dni, čeprav sem 5 kilometrov imel do cerkve. Ampak zlasti potem v srednji šoli, pa že tudi v 8. razredu, sem začel ministrirati gospodu Opatu v Celju in tam je pač bilo tako narejeno, da so 4 ministrirali, samo 4 ministranti so ministrirali gospodu Opatu in 2 sta se menjavala na 14 dni. Tako da sem vsakih 14 dni bil pri maši zjutraj, ko je gospod Opat maševal. Kasneje sem pa začel tudi tisti teden, ko nisem ministriral, pa zvečer po šoli, v srednji šoli, ko sem gimnazijo v Celju hodil, tudi če je le se dalo, tudi sem šel k maši, pridno sem šel domov. Tako da sem bil potem že vsak dan pri sveti maši. Še en tak dogodek se je zgodil, ki mislim, da ga je tudi Bog uporabil. In sicer to pa je bilo že s 8. ali pa mogoče že s konc 7. razreda. Me je sosedov fant, ki je tudi bil starejši od mene in je že v cerkvi veliko pomagal, ne vem, kako me je navdušil, da sva začela vsak dan moliti rožni venec. Ob nedeljah popoldne sva celo šla skupaj na sprehod, pa skupaj ga molila, drugače sva pa vsak dan se obljubila, da bomo vsak dan molila rožni venec. No in jaz sem potem zlasti v srednji šoli, ker sem imel pred seboj, da bom zdravnik in da bom imel družino, zelo tako plastično sem si že predstavljal, da
bomo imela 6 otrok, vsaj 6, če bo le žena hotla, ne. Zato me je skrbelo, kakšno ženo bom dobil, ne. In enkrat me je prešinilo, da bi jaz vsak dan molil za svojo bodočo ženo. In sem res prvo 10 rožnega venca vedno zmolil za svojo bodočo ženo. Svoje se tak, da bi me čakala, da bi bila pametna, da ne bi neumnosti prej počela. Take ideje so bile, ne. No, ko sem molil rožni venec, potem od 3. letnika, v 3. letniku gimnazije, pa je v meni začelo tleti še kaj drugega in ob tistem sem se seveda malo upiral, da bi bil duhovnik, ne. Pa sem rekel tako, Gospod, takle se zmenimo, jaz bom zadnjo 10, prvo bom še naprej molil za svojo bodočo ženo. Zadnjo 10 bom pa molil za to, da če ti hočeš, da bi kaj drugega bil, potem ti kaj za to naredi, jaz ne bom nič. Torej, zelo jasen pakt sva imela, ne. Ni bilo res, da čist nič nisem, ker sem 10 molil, ne. Torej, nekaj sem naredil za to. No in veste, to je nevarno. Ne, z Bogom se je nevarno iti stvari, ne. Ker vzame stvari zelo zares. In tako se je zgodilo, da je tudi to mojo razpoložljivost, čeprav jaz mislim, da je bila zelo iskrena in zelo globoka, na površju sem se je pa upiral, kar se mi zdi, da je čisto normalno. In jo je vzel zares, tako da bolj, ko se je bližalo konec gimnazije, konec 4. letnika, bolj je v meni postajalo jasno, da bom postal duhovnik. Brez kakih večjih pretresov. Seveda pa je Bog vedel, da vendarle pa mora še na nek način bolj jasno poseči, pa kaj narediti, ker če ne res ne bo nič, ne. In se je zgodilo pri eni sveti maši, to ne pa v cerkvi, ampak v kapeli, v župnišču v Celju so imeli tudi kapelo in tam je, enkrat sem slučajno prišel in je maševal gospod Opac za sestre, za šolske sestre, ki so živele v Celju, v župnišču tudi gospodinstvo vodile in je vsak, ne vem, enkrat na teden so imele tam zase mašo in nagovor. In pri tisti sveti maši sem zadaj klečal, niti nisem videl na oltar, ker je bila sestra pred mano, ampak v trenutku, ko duhovnik razlomi hostijo, sem jaz slišal ta pok hostije. In v tem poku sem spoznal, nekako začutil, to je Jezusova smrt. In me je to obšlo, Gospod, ti si zame umrl, zame. Če si ti to zame naredil, kaj ne jaz zate naredim? In odgovor v meni je vstal, če želiš, postanem duhovnik. In od tistega trenutka naprej me je napolnila gotovost, da me Jezus kliče in sem mu takrat odgovoril, da postanem duhovnik. No in tako se je stvar odvijala naprej, da sem šel v bogoslovje v Ljubljano, 3 leta v Ljubljani, 3 leta v Mariboru. Zdaj vsega ne morem vam povedati, kaj se je tam dogajalo. Mogoče 2 stvari, ki se mi zdita, da sta bili odločilni za to, kako je Bog deloval, kako je Bog me vzgajal in pripravljal na duhovniško službo in gotovo tudi na škofovsko, saj verjetno je to vedel, ne. Prva taka stvar je bila, da sem tako čisto spontano zelo veliko časa preživel pred tabernakljem.
ne da bi kdo posebej me vzpodbujal, poleg tistega rednega, kar smo imeli v kapeli, sem vsak večer ostajal v kapeli po skupni večerni molitvi uro do 2 ure. Včasih tudi samo, da sem tam sedel. Različno se je dogajalo. Danes ali pa kasneje, ko sem gledal nazaj, vem, da so mi bile takrat dane mnoge duhovne milosti, ki jih takrat še nisem znal poimenovati. Tudi milost notranje molitve, milost premišljevalne molitve, kontemplacije. Nisem niti takrat vedel, kako se to imenuje. Ampak potem, ko sem nazaj nekako reflektiral in poznal teoretično te stvari, sem vedel, gledaj, to je pa Bog z menoj že delal takrat. Nek trenutek je bil tudi takšen, ki se mi zdi, da je tudi Bog na nek način, vsaj tako sem ga jaz razumel, posegal v moje življenje, drugače bi šla pot drugam. Namreč nekje v koncu 1. letnika, mogoče v 2. letniku bogoslovja, do takrat sem še nosil v sebi eno idejo, misel, da bi morda vstopil v kartuzijo. Že v času gimnazije sem vsako leto šel v kartuzijo Pleterje, vsaj za 1 teden ali 14 dni, in sem tam z menihi živel njihov način življenja, tako kot oni. In me je to zelo pritegovalo. In seveda prišel je trenutek, ko sem nekako moral se odločiti, ali v kartuzijo ali pa naprej za škofijskega duhovnika. To je bila ta kar močna dilema, no? Ampak v neki molitvi sem začutil v sebi, zdaj jaz težko rečem, ali je bilo od hudega, ali je bilo od Boga. Jaz sem razumel, kakor da je od Boga, da ohrani, ti si za kartuzijana, ampak za kartuzijana sredi sveta. Nisem veliko si znal predstavljati, kaj to pomeni, vendar sem to razumel, kakor da naj ostanem škofijski duhovnik, nekako v srcu pa ohranjam prostor samo za Boga. In tako sem se potem tudi odločil. Druga stvar v bogoslovju, ki mislim, da je zelo močno tudi vplivala name, je bil biblični krožek. V bogoslovju smo imeli razne krožke, ekumenski, biblični, misijonski, liturgični, ker nas je bilo takrat v Ljubljani skoraj 200 bogoslovcev. V bogoslovju so ti krožki bili tudi dokaj močni, ne? Jaz sem se odločil za biblični krožek, niti sam ne vem točno zakaj. V tem bibličnem krožku smo poleg vsakotedenskega srečanja, ker smo bolj teoretično se srečevali s Svetim pismom, kmalu začeli tudi z molitvijo ob Svetem pismu. To se pravi, da smo se še posebej dobili enkrat na teden, zvečer po skupni molitvi v eni sobi, tisti člani, ki so hoteli tega bibličnega krožka, in smo molili pravzaprav tako, da smo prebrali Božjo besedo in potem ob tej Božji besedi molili na glas ali tiho, spontano molitev. In tisto me je močno nagovorilo, močno prevzelo. In takrat sem spoznal eno stvar. Ko sem bil v Celju, v srednji šoli, smo imeli mladinska srečanja, ki so bila zelo lepa, zanimiva. Sem z veseljem tam bil, se udejstvoval na župniji veliko. Ampak na koncu sem vedno čutil, da mi nekaj manjka, pa nisem vedel kaj. No, v bogoslovju, ko smo začeli s to molitvijo, sem zelo hitro spoznal, da mi je to manjkalo. Da me v času srednje šole nihče ni uvajal v eno osebno molitev. Da bi jaz znal Bogu izraziti to, kar v sebi nosim, kar čutim. Ne samo tisto, da molim obrazec ali pa da tudi obred, kar je gotovo potrebno in nujno. Ampak jaz sem čutil,
jaz potrebujem tudi to, da Bogu kar tako nekaj povem. Ne? No in dejansko smo takrat začeli podobno z molitvijo, kot jo pozna tudi prenova v duhu. Ne? In vsej konec koncev, tako če se potem nazaj spomnim, je pravzaprav prav ta krožek bil začetek prenove v duhu v Sloveniji. Takrat, ko sem jaz tja prišel, ga je vodil gospod Marinko, ki je bil 2 leti menda pred mano v bogoslovju, ampak on je imel že izkušnjo prenove v duhu iz Amerike. Nekateri starejši bogoslovci so prav tisto leto bili tudi, da mislim, da v Skandinaviji nekje na enem svetovnem srečanju prenove v duhu in so potem precej navdušeni prišli domov, to je bilo med počitnicami, in so potem med letom v bogoslovju nekako te elemente vnašali v to našo molitev bibličnega krožka. No in se spomnim, da ne vem kdaj, v 2. ali 3. letniku smo potem pripravili ali pa na nek način imeli tudi seminar za izlitje Svetega Duha v okviru te biblične molitvene skupine. Lahko bi rekli na nek način, prej smo se pogovarjali o krstu, Svetem Duhu in o teh stvarih. No in takrat vem, da smo potem en tak postopek, ki ga vi poznate, več tednov, da nekako šli skozi to dogajanje. Ne? No in te 2 stvari se mi zdi, to bivanje pred Gospodom fizično, biti v Jezusovi bližini in pa potem ta en drugačen nov način molitve me je o bogoslovju, seveda poleg študija in vsega drugega, tega ne bi omenjal, močno oblikovalo. In sem res doživel to kot dar, ki mi ga je Bog namenil, ki mi ga je Bog dal v tistem času, ko sem to potreboval. Mašniško posvečenje, tako doživljam, je bilo zame največja milost, poleg krstne milosti, tako jo še vedno doživljam. Če skočim malo v kaplanska leta, no ob tem morda rečem, ja, kaplanoval sem v Titovem Velenju takrat. To sem hotel reči, da ko sem bil novomašnik, ko sem razmišljal, kam me bo gospod škof nastavil, ne, sem si mislil, sam ko me v mesto ne bi, ker jaz sem tako ostrožno je zunaj mesta, imamo majhno kmetijo doma in sem se bolj videl v bolj kmečki župniji, ki pa ima kaplana, ne, to sem vedel, da mora biti ena velika, da majhne nimajo kaplana, in ko sem gledal okrog, sem je zdelo Šmarje pri Jelšah, to bi bila ena taka, kam bi verjetno jaz spasal, ne. No, dobim dekret, piše Titovo Velenje, oziroma takrat še Velenje, in tisto leto, ko sem prišel jaz v Velenje, so ga preimenovali v Titovo Velenje. To je bilo 81. leta. In kasneje, tudi do zadnje službe, lahko rečem, da sem vedno bil poslan tja, kamor sam ne bi šel, če bi mi dali na prosto izbiro. Do zdaj še mi je to vedno zgodilo. Upam, da na zadnje ne bo tako. Torej, kaplanska leta sem doživljal zelo milostno, zelo lepo, polna zelo koristnih, zdaj če rečem, lepih izkušenj, mislim tudi na težke, ki so lepe. Ne? Tako so mi zdela zelo bogata leta. Še vedno potrjujem to, kar sem že takrat rekel, čeprav nisem še imel izkušnje drugih služb, da če me škof pusti, grem takoj za kaplana. Še vedno. Do zdaj lahko rečem, da sem se najbolj kot duhovnik čutil resničnega kot kaplan.
Res, da župnik nisem bil, tako da te službe ne morem iz izkustva nekako govoriti, vendar vem, da imajo župniki še tudi mnogo drugih skrbi, poleg tipično duhovniških. Škof na žalost tudi, tako da ni izvzet. Kaj mi je bilo kot kaplanu dano doživljati kot milost, kot poseg Boga v moje življenje, spremljati ljudi na njihovi poti vere. Zlasti veliko sem seveda takrat delal z mladimi, ker pač so mi to delo dali, in spremljati mladega človeka ali pa tudi druge ljudi na tej poti in biti priča, ko srečajo Boga, ko se toliko odprejo, da jih res Jezus se dotakne, to je nekaj najlepšega. Lepšega doživetja nisem doživel še do zdaj v življenju. Živa izkušnja delovanja Svetega Duha, to je gotovo najlepša stvar. Preko zakramenta sprave sem te stvari doživljal, tudi z drugimi, ne samo z mladimi, potem pa tudi z bolniškim aziljenjem. Bolniško maziljenje je zelo bogat zakrament. Nažalost ga preveč povezujemo samo z smrtjo. Pa bolniško maziljenje ni za smrt, je za življenje. Seveda mora biti ena resna bolezen kot osnova, zato da jo lahko Bogu damo, da lahko Bog vanjo vstopi in jo od znotraj spremeni. Tudi marsikakšnega čudeža sem bil deležen prav ob obhajanju zakramenta bolniškega maziljenja. To so bili taki močni posegi Boga v moje življenje, ki so me v tem duhovniškem poklicu potem zelo utrjevali. Naslednji takšen skok, ki ga je predvidel Gospod, je po 4 letih kaplanovanja prišel škof v Velenje in me je vprašal na koncu Birme, če bi bil pripravljen iti v Rim na študij. Tega nisem nikoli si ne želel, nikoli izrazil, najmanj pa, da bi bil potem profesor ali kaj takega. Nisem se nikoli čutil sposobnega za to. Celo tako sem razmišljal, imeli smo enega profesorja, ki je imel zelo zanimivo snov, ampak podajal jo je pa strašno dolgočasno, ko sem jaz bil študent. In sem ga včasih gledal in sem si mislil, če bi jaz bil profesor, bi verjetno bil prav tak dolgočasen, kot je tale. No, ampak Bog je pač Bog, in lahko dela tudi drugače, kakor se mi predstavljamo. Torej nisem z ne vem kakim navdušenjem sprejel škofove ponudbe, ampak sem enostavno rekel, če ste se vi odločili, če vi vidite, če vi mislite, da je to primerno, potem pač grem za to, kar mi rečete. In tako sem odšel v Rim. In ko nazaj gledam, lahko rečem, da je to bila zopet ena doba mojega življenja, v kateri je Bog tudi zelo, zelo odločilno, lahko rečem, tudi vstopil v moje življenje. Ne samo po študiju, kar je tudi zelo, čeprav prej nisem vedel, seveda, sem vedel samo, da potrebujem spet nekaj, da sem na nek način potrošil to, kar sem v osnovnem študiju dobil, da mi še nekaj manjka. No, to sem tudi na študiju potem dobil. Ampak še bolj mi je nekaj drugih momentov ali pa stvari predstavljalo veliko Božjo milost. In sicer prva stvar je gotovo izkušnja cerkve. Izkušnjo cerkve po bivanju v Rimu imam popolnoma drugačno, kot sem jo imel prej. Tudi izkušnjo hierarhije v cerkvi. Prej, čeprav sem bil sam del hierarhije kot duhovnik,
sem jo predvsej tako doživljal, pač ne bodi ga treba, ne. Mora biti, ampak boljše pa bi bilo, da je ne bi bilo. Čeprav sem sam bil, ne, duhovnik. Tam sem pa ob prvem srečanju s papežem, Janezom Pavlom II. Takrat. To je bilo kar kmalu, ko sem septembra prišel v Rim, živel sem, tudi to je Božji dar, da sem živel v Vatikanu, 50 metrov stran od cerkve svetega Petra, in sem šel prvič, ko je papež imel mašo, in sem šel k tisti maši. To je bila obletnica smrti Janeza Pavla I. in Pavla VI., ker sta zelo skupaj umrla, je imel nekako obletnico smrti kar skupaj za ona dva. No in jaz sem kot duhovnik lahko šel čisto spredaj, v cerkvi je bilo, so bili škofje, potem pa duhovniki, ker sem bil sosed, sem že takrat nisem bil tako znajden, ampak drugi, ki so že bili stari tam, so me pripeljali čist, tako da sem v prvi vrsti za škofi sedel, ne, in nič kaj posebnega nisem pričakoval, ampak prvo srečanje s papežem, ne, in papež je prišel mimo, ne, in jaz, ko pride v štric, tako ga zagledam. To, kar sem videl, bi me moralo razočarati. Zato, ker je bil ravno v fazi, ko je njegova bolezen ga tlačila. On je imel take faze, ne, bolezni, da enkrat še sorazmerno dobro zgledal, drugič pa izredno slabo. In takrat je izredno slabo zgledal. Tako koma je hodil, se opiral na palico, tudi potem pri maševanju, tako, ampak jaz sem ob tem čutil, da je on skala cerkve. Čeprav človeško gledano, jaz sem si ga predstavljal kot atleta, ne, tak, kot je bil pred atentatom, ne, da je to sila, ne, ki tudi telesno tako, ampak sem pa tam videl eno ruševino. Ampak na to ruševino je Kristus postavil cerkev. In brez njega nismo bili cerkev takrat. Samo z njim smo bili cerkev. In samo s papežem smo cerkev. Samo škofom smo cerkev. Pa ne zato, ker sem jaz škof. Brez škofa ni cerkve. Brez duhovnika ni cerkve. Brez te škofa, duhovnika, škofa in papeža. Brez te strukture, brez te hrbtenice ni svete maše. Ni Jezusove navzočnosti na tem svetu, telesne navzočnosti na tem svetu. Ne glede, kakšni smo mi. To ne šteje. Seveda šteje, ampak v resnici ne šteje. Poglejte, kakšne apostole se je Jezus bral. Ne? Vsi po vrsti so zatajili. Eden ga je izdal, Peter ga je zatajil, drugi so zbežali. Zato to, kar šteje, je to, kar Bog v nas dela, ne to, kar mi delamo. Ker mi bolj ali manj delamo neumnosti. Bog pa iz neumnosti dela velike stvari. Ali pa v neumnostih, ali pa v nemoči. Ne kljub nemoči. Vidite, to me je takrat prešinilo in je še zdaj v meni. To je bilo milostno spoznanje, da ni odvisno od tega, kako se papež počuti, njegova služba ni od tega odvisna in cerkev ni od tega odvisna, odvisna pa je od njegove službe. Seveda, če jo uspe dobro upravljati, če en duhovnik dobro upravlja svojo službo, hvala Bogu. Ampak tudi, če je ne, je on duhovnik. Nekako to, vidite, ta dimenzija cerkve mi prej ni bila tako jasna. Mogoče sem celo kdaj to študiral, ampak ni prodrlo v moje srce. Takrat pa v trenutku. Ja, tudi študij kot takšen, veste, študij je več kot pridobivanje znanja. Študij, zlasti pa študij teologije. Študij teologije je molitev. In samo takrat je to res študij. Drugače ni študij.
drugače mogoče učenje. Ne? Študij v osnovnem pomenu besede je meditacija, ne? Je meditacija, je pogrezanje v Božjo skrivnost. Zato je sveti Tomaž rekel, da je veliko več se teologije naučil na kolenih pred tabernakljem, kakor iz knjig. No in nekaj podobnega sem doživljal tudi jaz pri študiju. Res čeprav sem rekel, da nisem z veseljem šel, ampak bolj, ko sem študiral, bolj sem užival v študiju. In sem bil pa hvaležen škofov, da me je malo porinil, za to, da sem lahko na tak način se poglabljal. Morda je tudi to, veste, da Rim je je sveto mesto, kakorkoli. In še ta milost mi je bila dana, da sem 5 let živel na ozemlju, kjer je bil Neronov cirkus. Torej, kjer so prvi mučenci, kristjani bili. Moj godovnjak, sveti Marjan, je tudi med prvimi rimskimi mučenci. Tako to sem vsak dan nekako podoživljal, da živim na tleh, na katerih je moj nebeški zavetnik dal življenje za Kristusa. Še eno stvar iz rimske dobe lahko mirne duše rečem kot Božjo milost. To je po končanem študiju. Sem se že začel seliti domov, sem že praktično vse imel doma, pa me škof pokliče pa pravi, čuj, še 1 leto boš ostal v Rimu. In sicer se boš preselil v Slovenik in boš tam pomagal pri postopku za Slomškovo beatifikacijo. In me je osvobodil vsakega drugega dela, tako sem 1 leto preživel s Slomškom, dobesedno. 13 ur na dan s Slomškom. In to lahko rečem kar eno usodno srečanje s Slomškom. Ker tudi s Slomškom je bilo tako, veste, jaz kot kaplan nisem, pa že prej in tudi kot kaplan, nisem imel posebnega odnosa do Slomška. Nihče me ni posebej na to uvajal. Ali pa jaz nisem slišal, tega. Skratka, vedel sem, da je Slomšek, vedel sem tudi, da nek proces teče, zdaj kaj pa je z njim in kako je z njim in zakaj bi naj sploh kaj bilo, enostavno nisem nosil v sebi. No in tam sem pa moral začeti proučevati množico gradiva o Slomšku, Slomškovega gradiva in o Slomšku, ker je iz tega bilo treba pripraviti tisto pozicijo. In iz dneva v dan je Slomšek mi lezel pod kožo. In smo postajala počasi prijatelja, ne samo znanca iz zgodovine, ampak prijatelja, njegov duh je začel prodirati tudi vame. Sem prepričan, da in tudi tako še vedno čutim to njegovo bližino, da sva si blizu. Je to posebna milost, zagotovo. To, kar je me pri njem izredno nagovorilo osebno, je bila njegova gorečnost. Gorečnost za vse, česar se je lotil. Vse je zastavil ves. In to je ta gorečnost do Boga in gorečnost do ljudi, do rešitve ljudi, prav to, za odrešenje duš, dati sebe, zastaviti svoje življenje za to. Druga stvar pa je prav ta nadaljevanje tega, da jaz sem ga doživel kako človeka, ki se res preda brez rezerve v to, kar je postavljen. Brez rezerve. To jaz ne zmorem, ampak jaz sem videl, da on je imel več kot 24 ur na dan. Ker je drugače nemogoče, da bi vse naredil, kar je naredil. Zdaj, kak je Bog to naredil, njegova zadeva, to se jaz ne spuščam, ampak je imel več kot 24 ur na dan. Na koncu življenja, zdaj bomo 150-letnico drugo leto obhajali njegove smrti,
In zopet, ko sem malo gledal, ko smo pripravljali Slomškovo leto jubilejno, ki ga bomo začeli 26. novembra na Ponikvi, sem zopet odkril tisti stavek, ki ga je pri Laškem rekel, ko je vizitiral, zadnja vizitacija v začetku septembra je bila v Laškem, Laški dekaniji. In 3-krat je padel v posteljo, tako da je zbolel na tisti času vizitacije. Tako da sem mu duhovnik rekel, čujte, gospod škof, pa prekinite vizitacije, pa birme, pojte domov, pa se odpočite, pozdravite, pa boste pol nadaljevali. In takrat je rekel, ni nujno, da živim. Nujno je, da opravim svojo nalogo. Tak, človek z enega kosa, ne? Zdaj počasi moram zaključiti, ker bo Maša. Mogoče samo 2 poudarka še. Ko sem se vrnil domov, je poleg profesure na fakulteti, sem dobil tudi v nekem trenutku nalogo rektorja v bogoslovju. To je bilo tudi zanimivo obdobje, v katerem je Bog še naprej klesal in rezal in obrezoval. Ne? Dobro, da sem bil to že od doma navajen, tako da ni bilo, da je bilo za zdržati. Ne? Namreč, veste, bogoslovje je ena posebna situacija. To je skupnost ljudi, ki 6 let recimo živijo skupaj, vendar niso družina. Niso zakon. Živijo skupaj 24 ur na dan. In to so mladi, ki seveda v tem času, ko sem jaz bil, že niso bili več mladi izpred 50 let, ampak so prišli iz najrazličnejših okolij, najrazličnejšimi verskimi izkušnjami, oblikovani in neoblikovani, človeško, krščansko, tako, na zelo različnih nivojih. Zato je v bogoslovju življenje zelo dinamično v smislu odnosov. So zelo lepi odnosi, so zelo težki odnosi in veste, bogoslovju pravzaprav morajo fantje dati skozi vse to, kar doma v družini niso dali skozi, pa bi morali dati. Kar bi morali razrešiti starši, pa niso razrešili starši, ker so starši jih ni bilo, ker so se umikali, ker so bežali, ker so imeli dela in ne vem kaj še vse. In potem otrok nima možnosti, da bi razrešil to, kar bi v vzgoji moral razrešiti. In pride v dobo, ko bi že to moralo biti rešeno, pa še ni rešeno. Vse podobno se zgodi z zakonom. Kdor stvari prej ni rešil, potem udarijo ven v zakonu. In seveda je zakon na preizkušnji takrat. Tako je tudi v bogoslovju. Ampak jaz sem to vzel res kot božje delovanje, kot novo nalogo, izkušnjo tudi božjega delovanja. Veste, malo za hec, pa malo za res, bogoslovcem sem rekel, jaz nisem tu za policaja. Jaz vas ne bom kot policaj nadziral. Ampak eno pa vedite, ko bo treba, me bo Sveti Duh pripeljal tja in v tistem momentu, ko bo potrebno. Začetka niso verjeli. Kasneje so pa to verjeli, da Sveti Duh deluje. Zato ni potrebno, da rektor vse ve, kaj počnejo bogoslovci, ampak kar je potrebno, pa ve. Verjetno pa je tudi šlo kaj mimo, ampak ne zaradi bogoslovca, ampak zaradi mene, ker nisem bil poslušen Svetemu Duhu, ker nisem dojel vedno vsega. Tako da to naslednja stvar, ki se mi zdi, da je zelo močna, tudi močni poseg v moje življenje, so bile duhovne vaje. V duhovnih vajah, bodisi mojih osebnih, je Bog zelo globoko posegal vame in zelo veliko božjih posegov sem doživljal tudi na duhovnih vajah, ki sem jih in jih vodim za druge. Bodisi osebno vodene duhovne vaje, tam se gotovo največ dogaja, najbolj pristno, najgloblje.
pa tudi na drugih oblikah duhovnih vaj. Zdaj v zadnjem času ne morem več toliko, nažalost, tega imeti, kot sem imel včasih, pa mi kar malo manjka. No? Ampak še vedno imam pa take krajše, daljših osebno vodenih ne morem imeti, enostavno ne zmorem. Za zakonce pa imam vsako leto vsaj vsak en ali pa 2 termina še, tako no, da nekaj tega še poskušam vendarle tudi ohranjati. Mogoče samo zdaj sklenem z ugotovitvijo. Bog me je, to sem že pa povedal, kot eno sumarično ugotovitev, da me je Bog izbiral in pošiljal vedno tja, kamor sam ne bi izbral. Pa Bogu hvala za to. Vam pa za potrpežljivost.